Za učinkovito naslavljanje kreativnih potencialov in potencialov kreativne ekonomije v regiji smo na Regionalni razvojni agenciji ustanovili Regionalni center kreativne ekonomije. Ta na inovativen, kreativen in včasih tudi drzen način naslavlja tako kreativne skupnosti in gospodarske družbe, kot tudi odločevalce, oblikovalce politik ter izobraževalne in raziskovalne inštitucije. Primer razvoja kompleta družabnih iger za starejše osebe, obolele z demenco, je primer interdisciplinarnega delovanja centra, ki z vključevanjem oblikovalcev v te procese kaže možnosti sooblikovanja rešitev za dvig kakovosti življenja v regiji. Kot oblikovalcev nas je pritegnilo vprašanje, kaj lahko pravzaprav storimo na tako kompleksnem polju, kot je zdravstvo. Izhajali smo iz dveh izhodišč. Prvo je bilo eksponentno naraščanje starajočega prebivalstva, drugo pa postavitev uporabnika v središče zdravstvene storitve. Pri obeh sta ključno vlogo igrala storitveno in evolucijsko oblikovanje. Vloga oblikovalcev je v bistvu v povezovanju popolnoma vseh vlog deležnikov, ki se lahko znajdejo kakorkoli v tem procesu. Se pravi, mora se znati uživeti in v bolnika, in v terapevte, ki delajo z bolniki, bodisi doma, bodisi v oskrbovalnih centrih. Potem mora se znati uživeti v vlogo svojcev, ekspertnih strokovnjakov, ki prihajajo, se pravi nevrologov, zdravnikov, vseh ostalih, ki so udeleženi v proces. Vloga oblikovalca je dejansko, da povezuje, da zazna vse te potrebe in da jih zna povezati potem prek nekega empatičnega odnosa in da zna v bistvu koordinirati. Skoraj bi že lahko rekli, da ima on to povezovalno neko vodilno vlogo, da potem te potrebe dejansko zna in razmisliti in poslušati in sugerirati potem res prave rešitve skozi definicijo problema. Problem pri demenci je prav ta, da v bistvu ne prizadene samo posameznika, ampak vpliva na širši krog ljudi, od svojcev do ljudi, ki v bistvu so v interakciji z bolnikom. In zato je pomembno, da so vsi ozaveščeni in da se v bistvu tudi konča to stigmatiziranje bolezni. In glede na to, da bolezen začenja prizadevati ljudi po 60. in 65. letu, število starostnikov se pa veča, se veča tudi število obolelih in slej ko prej ne bomo imeli izbire, kakor da se resno soočimo s tem problemom in ga začnemo temeljito reševati. Temelj naše raziskave je bil odhod na teren. Tu smo z osebami z demenco se družili, zabavali, z njimi smo igrali različne igre, aktivnosti, tudi telovadili, skratka, imeli smo se zelo fajn in smo se zabavali skratka z njimi. Metoda je temeljila na tem, da smo na terenu opazovali aktivnosti, ki jih izvajajo delovni terapevti in preko tega smo ugotovili, da gre dejansko za nepredvidljivo bolezen, ki na vsakega posameznika drugače vpliva. Glavni problem obstoječih iger je to, da so razvite za otroke in so potem samo prilagojene za osebe z demenco. Prostor za našo igro smo našli v individualnem delu svojca oziroma skrbnika za obolelim. Torej za vse tiste, ki imajo obolelega doma in želijo za njega skrbeti oziroma se z njim ukvarjati na način, ki spodbudi razmišljanje oziroma krepi možgane. Naš cilj je bil, da kocke spodbujajo pogovor, da sodelujoči z njimi urijo miselne procese, da se obdelujejo spomine in predvsem nam je bilo zelo pomembno, da se družijo. In zato menimo, da so kocke oziroma naša rešitev smiselne za uporabo in doma in pa v domovih. Se pravi, da so nek pripomoček tako svojcem kot terapevtom pri njihovi igri oziroma pri sodelovanju s osebami z demenco. Kot delovni terapevti se res nimamo časa tako poglabljati v pripravo teh aktivnosti, tudi nimamo toliko znanja strokovnega, kar se oblikovanja tiče, prisotnosti in materialov, ki so na razpolago. Tako da se mi zdi, da na tem področju je res tudi ena velika luknja, da se pride do enega tazga vrhunskega izdelka, prav njim namenjen. Mogoče smo oblikovalci
na tem področju še dosti na začetku. Malo zaradi dojemanja narave našega dela in tako naprej. Nismo prvi, ki nas pokličejo za reševanje teh problemov, ampak ravno zaradi naše zmožnosti povezovanja različnih informacij in problemov v neko smiselno rešitev celoto, lahko v prihodnosti naredimo zelo veliko na tem področju.